Pogovori. Jezikovni pogovori. Navdušenje nad kolesarstvom se prenaša tudi v jezik. Kolesarji tako hitro prevzemajo nove besede, da jim tudi jezikoslovci težko sledijo. Doktorica Urška Vranje-Košlak pa za začetek preletiva nekatere izraze, ki jim sicer vi, ki ste tudi strastna kolesarka, med jezikoslovci lažje sledite, širša javnost pa težje. Tudi meni so mnogi izrazi novost. Začniva pri osnovnem, kdo je jezdec? Jezdec je kolesar na splošno. Kolesar na splošno, ja, nisem vedel, da je jezdec kolesar na splošno. Ali sem zaradi tega čuden? Ne, mislim, da ne. To je samo ekspresivni, nekoliko poetični izraz. Ja, ta izraz je res poetičen, za razliko od bajska. Bajsek verjetno ni debeluh na kolesu. Ne, to je kolo z debelejšimi pneumatikami. Ja, logično. Kakšno kolo pa je traktor? Traktor pa je gorsko kolo v primerjavi s cestnim, ki ni traktor. Verjetno pa ne obstaja kolo, s katerim bi se vozili po njivah. V takem smislu ne. Ja. Trdak, z njim se verjetno na trdo vozi. Ja, tu je gorsko kolo samo s prednjim vzmetenjem, tako da se ga v bistvu v primerjavi s polno vzmetenim kolesom res bolj na trdo vozi. Kakšna pa je vožnja s kozo? Tudi trda, ker to je kronometrsko kolo. Ali še mogoče katere živali ponazarjajo vožnjo s kolesom ali tipom kolesa? Mislim, da samo koza. Kaj je fuli? Moja prva asociacija bi bila, da je to nekdo, ki na polno poganja kolo, ki goni na ful. Lahko bi bil, ampak v bistvu je to polno vzmeteno kolo. Kdo pa je potem tisti, ki na polno poganja pedala kolesa ali pa, kako se v žargonu imenuje, hitro poganjanje kolesa? Reče se, da nekdo brca. Brca. Med kolesarji pa tudi nekateri plezajo. Imamo plezalce. Tako je, to so kolesarji, ki zelo dobro kolesarijo navzgor. Naprimer, to še posebej bo prišlo do izraza na Tour de France. Ne? Tako. Ja. Specialka je cestno kolo, to vem. Kdo pa je cestak? Cestak ali pa cestaš je pa tudi cestno kolo ali pa kolesar, ki vozi cestno kolo. Cestaš. Tako. In kdo je vrečkar? Vrečkar pa je kolesar, ki kolo uporablja za vsakodnevno mobilnost in zato na krmilu včasih prevaža vrečke. Ampak takšni kolesari niso dobro zapisani, ne? Ne, niso preveč priljubljeni, ker so nevarni. Ja, res je, težko se vozi, z vrečkami pa še čudno izgleda. Toliko za kratek vpogled v bogastvo in zanimivosti slovenskega kolesarskega izrazoslovja. Pri Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU je doktorica Vranje-Košlak izšla vaša monografija Slovensko kolesarsko izrazje. Vi ste zaposleni na oddelku za pravopis. Zakaj ste se vi odločili, da analizirate, raziskujete slovensko kolesarsko izrazje? Res je, zaposlena sem na oddelku za pravopis na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša pri ZRC SAZU, tako da je moje primarno raziskovalno področje res pravopis. Odločitev za obravnavo kolesarske tematike pa je povezana s tem, da sem bila dolga leta aktivna kolesarka in da se mi je zdelo zanimivo, da bi z jezikoslovnega vidika raziskala to strokovno področje, ki do zdaj še ni bilo tako sistematično obdelano. Ja, lahko bi rekli, ne, da je vaša identiteta jezikoslovna in kolesarska, ne, pa je mogoče tudi narodna identiteta že, jezikovna je, ne. Slovenci si rečemo, da smo narod jezika, ali smo postajamo tudi narod kolesarstva. Mislim, da res postajamo, sploh v zadnjih letih z velikimi uspehi naših kolesarjev, da bomo kmalu lahko rekli, da nismo samo narod smučarjev, ampak tudi narod kolesarjev. To pa gotovo, ja. In kako gledate kot jezikoslovka na jezikoslovno ustvarjalnost slovenskih kolesarjev, kako izvirni so, koliko pa mogoče prehitro posvojijo neko angleško besedo, ki
tudi mogoče ni najlepša. Mislim, da so uporabniki slovenske kolesarske terminologije nasplošno zelo ustvarjalni. Je pa ta ustvarjalnost gotovo odraz tega, da je jezik živ in da se odziva na novosti v življenju svojih govorcev in na njihove potrebe. Glede hitrosti prevzemanja v slovenščino pa je tako kot v drugih strokah. Ko se pojavi neka poimenovalna potreba, se jezik na njo pač odzove in to je nekaj povsem naravnega. V kolesarskem izrazju se v tem jezikovnem smislu v bistvu marsikaj dogaja. Izraze se prevzema, tvori se nove, od tam pa se navadno šele začne, zlasti v žargonu, ta ustvarjalna raba jezika. Tvorba raznih manjšalnic, ljubkovalnih besed, metaforičnih izrazov in podobno. Rekel bi, da je skoraj nemogoče prehiteti kolesarje pri njihovem prevzemanju besed in jim ponuditi drugo besedo, ki bi bila ustreznejša ali pa lepša. Ja, res je skoraj nemogoče. Zlasti zato, ker se razvoj jezika v veliki meri dogaja samodejno. Jezikoslovci, zlasti terminologi, pa mu samo poskušamo slediti. V primerjavi s prevzemanjem so vsi drugi jezikovni in jezikoslovni mehanizmi za poimenovanje novih pojavnosti precej bolj zamudni. Navadno je neki slovenski izraz sicer mogoče tvoriti in ga tudi ponuditi uporabniku, vprašanje pa je, ali bo sprejet in ali se bo uveljavil. Ja, še posebej športnik, ne? Mogoče bi bil še posebej zahteven, ne? Ali pa da bi športnikom predlagali nove besede, jezikoslovci, ki niso športniki. No, vi ste kolesarka in bi bili mogoče pri tem uspešnejši, ne? Ja, zato je tudi praksa terminološka taka, da se vedno pri terminološkem delu sodeluje s strokovnjaki, ki področje poznajo. Tako se na nek način zagotovi, da je novo izrazje v skladu s tem, kar se uporablja v stroki. Sodelovanje torej, ja. Tako je. Se mogoče spomnite kakšne grde besede, če lahko rečemo besedami iz tega vidika, ne, na področju kolesarstva in bi jo vi kot jezikoslovka zamenjali z boljšo? Ja. Meni se zdijo vse besede lepe, zato ker se mi zdi, da so v jezik prišle z razlogom. Mogoče bi kdo rekel, da so recimo te bolj pogovorne, ki so prišle iz nemščine, da so grde, v bistvu pa so samo izraz časa, v katerem so bile prevzete. Ja, katera pa je vaša najlepša beseda z področja kolesarstva? V bistvu so mi najbolj všeč tiste besede, ki so nastale z metaforičnim pomenskim prenosom. Recimo, da je beseda v slovenščini že obstajala, nato pa smo z njo poimenovali neko pojavnost iz kolesarstva. Naprimer, tak primer je želva, to je ščitnik za hrbet, ki ga uporabljajo spustaši in je v bistvu po videzu podoben želvjemu oklepu. Take besede so mi najljubše, ker so pomensko tako bogate. In seveda, ne, ko se takšni izrazi prevzamejo in ustalijo, potem seveda ni mogoče na silo uvesti nekaj novega, ne. Koliko pa sploh jezikoslovci in strokovnjaki stopate v korak z razvojem kolesarstva, da lahko zagotovite ustrezno izrazje? Verjetno je tudi to poseben izziv, ne? Ja, na Inštitutu za slovenski jezik imamo skupino terminologov, ki se zelo trudijo s terminološko obravnavo izrazja različnih strok in področij, žal pa kolesarstva ni med njimi. Tudi analiza kolesarskega izrazja, ki sem jo sama opravila, je bila v bistvu zelo splošna. Zbrano izrazje sem obravnavala z leksikalnega vidika, to pomeni, da sem se osredotočila na njegove neke splošne jezikovne in jezikoslovne značilnosti, nisem pa ga terminološko obdelala. Večinoma kapacitete ne omogočajo kakšne bolj sistematične obravnave tega izrazja. Ja, športni termini se hitro prevzemajo, predvidevam pa, da je zahteva po doslednem slovenjenju terminologije v športu velik izziv. Ali je mogoče največji izziv slovenjenja prav na kolesarskem področju, zaradi hitrega razvoja in samega fenomena slovenskega kolesarstva? Podomačevanje je v bistvu izziv v vseh športnih disciplinah. S tem so se veliko ukvarjali recimo na fakulteti za šport. Je pa res, da je v tistih panogah, ki so novejše, stanje drugačno
od recimo smučanja ali pa gimnastike, ki imata daljšo tradicijo. Recimo v zadnjih 20 letih se je o izrazju veliko govorilo na primer v povezavi s curlingom, pa s kajtanjem, pa s surfanjem, v okviru kolesarstva pa predvsem v povezavi s številnimi novimi tehnologijami, na primer z elektronskimi prestavnimi sistemi, raznimi potopnimi sedežnimi oporami, novimi disciplinami in podobnim. Kdaj pa je mogoče zaslediti prvi nabor slovenske kolesarske terminologije? Slovenska kolesarska terminologija se je v bistvu začela razvijati že v začetku 20. stoletja, potem pa se je njen razvoj zaradi obeh vojn upočasnil za približno 50 let, po vojnah pa se je potem nadaljeval. In prvi je o tem izrazju pisal Joso Gorec, in sicer v reviji Sport, ki je izhajala že leta 1920. Njegova zbirka je bila prvi nabor kolesarskega in motorističnega izrazja in že v njej so se pojavljale prevzete besede, zlasti iz nemščine. Ampak se večinoma niso obdržale oziroma so bile izrinjene v pogovorni ali pa žargonski jezik. Odkot pa je prišlo v slovenščino največ kolesarskega izrazja in kaj se z njim dogaja pri nas? Torej v preteklosti največ iz že omenjene nemščine, to je posledica njenega statusa iz tistega časa, na primer fajfa, grupa, runda, šajba, špica in podobno. Številni izrazi so prišli tudi iz francoščine pa iz italijanščine, ki sta bili in sta še kolesarski velesili, na primer velodrom, bidon, peloton, grupeto. Danes pa največ izrazja jasno prihaja iz angleščine, na primer chainstay, cross country, downhill, freeride in podobno. Kot rečeno, je prevzemanje nek prvi odziv na poimenovalno potrebo v jeziku, čemur pa navadno sledi tvorba slovenske besede. Recimo, ko so se pojavila kolesa z vzmetenjem spredaj in zadaj, smo jim najprej rekli samo full suspension kolesa, čez čas pa se je pojavil izraz polno vzmeteno kolo. Prevzete besede se lahko tudi samopisno podomači, če že ne tvorimo novih, na primer kolo brez prostega teka je fiksi, zapisano F-I-K-S-I. Potem pa lahko prevzemamo tudi besede, ki imajo že v tujem jeziku nek metaforični pomen ali pa metonimični, recimo razne rumene, mavrične, pikčaste in še kakšne majice, pa ne v pomenu majice, ki je v bistvu nagrada za najboljšega kolesarja, ampak v pomenu tistega kolesarja, ki tako majico nosi. To je pogosto zlasti v publicistiki. Doktorica Urška Vranje-Košlak, vaša monografija Slovensko kolesarsko izrazje, ki je šla pri Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, prinaša prvi pregleden prikaz pisne produkcije sodobnih slovenskih kolesarskih besedil. Knjiga je rezultat vaše raziskave. Kaj ste ugotovili z njo? Ja, moja osrednja ugotovitev je bila v bistvu ta, da je slovensko kolesarsko izrazje v vsej svoji široki rabi izredno pestro. Pojavlja se v različnih socialnih in funkcijskih besedilnih zvrsteh, tako v knjižnem jeziku, kot tudi v pogovornem jeziku, v žargonu. V določenih položajih je obarvano z narečji, pa z regionalnimi variantami jezika. In tudi produkcija besedil o kolesarstvu v knjižnem jeziku je zelo pestra. Kolesarsko tematiko obravnavajo tako neka splošna, kot tudi strokovna besedila, novinarska besedila in podobno. Na splošno pa se slovensko kolesarsko izrazje v slovenščini vede pretežno predvidljivo. To pomeni, da se v bistvu, čeprav je pretežno prevzeto, relativno prilagaja našemu jeziku. In je po strukturi in po nekih slovničnih značilnostih skoraj povsem skladno z izrazjem drugih strok. In čeprav smo Slovenci nekaj posebnega po kolesarjenju, je še bolj temeljna slovenska športna dejavnost, kot ste povedali, smučanje. To se kaže tudi v smučarski terminologiji, ki je bila ena od prvih športnih terminologij v slovenskem jeziku, veliko prej pred fenomenom Bojana Križaja. Kdo pa je pri nas prvi pisal o športu kot takem?
Prvi je v športu na Slovenskem v nekoliko bolj sistematični obliki pisal že Valvazor v svoji slavi Vojvodine Kranjske in izpostavil je prav smučanje. In tudi za prvo zbirko slovenske športne terminologije velja nabor smučarskega izrazja, ki je izšel v Slovenskem narodu leta 1914. Uredil in zbral pa ga je Rudolf Badjura, ki je potem to zbrano smučarsko izrazje objavljal skozi 20. in 30. Leta 20. stoletja. Izraz smuči je izvorno slovenski, verjetno področje kolesarstva nima veliko izvornih slovenskih izrazov. Imamo izraze, ki so povsem slovenski in smo jih tvorili ravno zato, da bi neko kolesarsko pojavnost poimenovali slovenskim namesto s tujim izrazom. So pa take tvorjenke pogosto nekakšni dobesedni prevodi že obstoječih tujih izrazov. Več je na primer izrazov, o katerih sem že govorila in so nastali z nekim metaforičnim pomenskim prenosom in je beseda tako dobila še en kolesarski pomen. Taka primera sta že omenjena želva ali pa že omenjena koza. Ja, se pa seveda človek ukvarja z nečim veliko prej, preden to preide v jezik. Kako smo sploh dobili slovensko športno izrazje? Kaj je bilo prelomno? Verjetno so bila to slovenska telovadna društva. Tako je, slovensko športno izrazje se je razvilo iz sokolskega telovadnega izrazja iz 19. stoletja. Do začetkov sokolstva so na Slovenskem pri telovadbi uporabljali večinoma nemško telovadno terminologijo, ker slovenske do takrat še ni bilo. Leta 1863 pa je bilo pri nas ustanovljeno telovadno društvo Južni Sokol, v katerem je izšla ena prvih strokovnih telovadnih knjig, Nauk o telovadbi, in ki velja za prvo slovensko strokovno športno besedilo, in to je nekako tisti prelomni dogodek, od katerega naprej lahko govorimo o slovenskem športnem izrazju. In iz katerih jezikov je še bila prevzeta prva slovenska športna terminologija? Iz različnih, najprej iz nemščine, ki je imela v naših krajih močan vpliv in visok status, potem pa glede na posamezno športno panogo, tudi iz jezikov različnih držav, pač iz tistih, kjer je bil nek šport bolj razvit ali pa uveljavljen. Ja, Slovenci smo dobili, imamo na primer prvi terminološki smučarski slovar, ne? Nimamo pa še terminološkega slovarja slovenskega kolesarskega izrazja. Res je, takega slovarja še nimamo. Na fakulteti za šport so sicer pred časom izdali športni terminološki slovar, ki zajema celotno področje športa. Prav posebej s kolesarstvom pa se za zdaj jezikoslovci, zlasti pa terminologi, še nismo ukvarjali. Morda pa v prihodnosti, ko se bo pokazalo, ali smo Slovenci resnično narod kolesarjev, da se lotimo tudi tega projekta. Bi vam to bilo v veselje ali pa bi bil ta projekt velik? Mislim, da bi bil velik, bil bi pa tudi zelo zanimiv, ker se je pokazalo, da je izrazje kolesarstva naše slovensko tako zelo zanimivo in pestro, da bi ga bilo res dobro in zanimivo analizirati po posameznih, recimo zvrsteh, in pripraviti slovar. In hvala vam za ta zanimiv pogovor. Z veseljem. Gostja je bila doktorica Urška Vranje-Košlak, avtorica monografije Slovensko kolesarsko izrazje, ki je šla pri Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Za tehnično izvedbo oddaje poskrbel David Lap, pogovor pa sem vodil Aleksander Čobec. Srečno!